Spoštovani, danes zjutraj smo dobili neko montažo posnetkov te javne seje in seje tudi vseh drugih organizacij, ki so kasneje prerasli v politično stranko in sva z Igorjem Muha, da so že takrat skupaj stala celo sejo. Danes bova definitivno krajša, predvsem so mene k temu nabilu spodbili nekdanji kolegi iz predsedstva ZSMS, ki so želeli, da dogodki iz 30 let dobijo tudi nekatera prava poimenovanja. To, kar ostaja danes v spominu kot srečanje na tem kongresnem trgu, je samo majhniška deklaracija. Tisto, kar bi rad povedal, je to, da ne do te deklaracije, po moje, niti do vseh teh množičnih zborovanj ne bi prišlo, če se ne bi leto prej razvodila aretacija najprej Janeza Janše in potem smo zvedeli tudi gospoda Boška Tasiča in obtožba tudi Francija zavrla. To je zelo pospešilo neke diskusije, ki so tekle vsa 80. leta v slovenski družbi. Organiziral se je odbor za varstvo človekovih pravic in v tem odboru so sodelovali praktično vsi, ki jim ni bilo vseeno, kaj se dogaja in še manj kakšna bo Slovenija v prihodnje. Ne delam si nobenih utvar, da bi vam težil s tem, da bi kadarkoli na sejo predsedstva ZSMS prišlo 10.000 in več ljudi. Tudi danes mi je to vsem jasno, zagotovo pa od vseh teh ljudi ne bi prišlo, če ne bi bilo leto budnega dogajanja, ki ga je koordiniral odbor za varstvo človekovih pravic, katerega prvi obraz je bil v sili razmer takrat Igor Pavčar kot izkušen nekdanji nakljuc in tudi kot osebni prijatelj prvo obtoženega gospoda Janše. No, v tem letu so se stvari, ki so prej tlele od mirovnih gibanj, ekoloških gibanj, različnih pobud za demilitarizacijo Slovenije, različnih pobud za drugačen volilni sistem, se je to dobilo strahovite pospeške in je kasneje tudi pripeljalo do prvih volitev. Jaz bi se vam rad zahvalil še enkrat, če ravno to pač niti ni najbolj smiselno, da je to del vsak zase in za svoje, za tisto, kar nas je takrat družilo in kar smo skupaj počeli. Rad bi se vam tudi zahvalil za to, da ste se danes odzvali te vrste tovariškemu srečanju, drugače se to ne da pač poimenovati. 30 let je dovolj dolga doba, da lahko tudi pozabimo, kdo je bil važnejši in kdo je stal v drugi in tretji vrsti. Definitivno pač takega gibanja in vseh teh sprememb ne bi bilo, če si to ne bi želela res velika množica naših sodržavljank in sodržavljanov.
Rekel bi še 3 besede o ZSMS, takrat je bila to neke vrste dvoživka. Z eno novo smo pač bili v takratnem političnem sistemu, drugače pa smo seveda poskušali od nekje leta 82 to organizacijo transformirati iz transmisije partije, veliko samostojno alternativo. To nam je v veliki meri uspevalo, kajti v teh nedeljih, kot se kmečko reče, je najprej nastala tudi kmečka zveza, pa dobila so svoj prostor ekološki, iz katerih je zrasla stranka Zglenih, dobile so različne duhovne iniciative svoje pokritje, veliko je bilo narejenega za svobodo tiska. V formalni mreži ZSMS je bila Medina, bila je katedra, bila je Poguna, bil je Radio študent in danes si upam reči, da tako odgovornih ustanoviteljev, kot smo bili mi, do teh ljudi, da smo pač branili njihovo avtonomijo in da se nismo vmešavali v njihovo delo, takih ustanoviteljev žal mediji danes nimajo niti ne javni servis. Vse to so pač bili neki nastavki, neke želje po bolj svobodni družbi in tisto, kar bi rad spomnil, ker je to šlo pozabo, da poleg vseh, ki stojijo danes v prvi vrsti demokratizacije in demokracije, je bilo veliko število brezimnih in je bila tudi družbeno-politična organizacija, ki je odmrla z politološkim kongresom leta 1989, ko se je transformirala v politično stranko. Več prav danes vam ne bom govoril, hvala, da ste prišli. Prosim, da bom povedal tistem, kar je v tistem trenutku mogoče najbolj bistveno, da se je to prvo vrtelo okrog vsode 4 ljudi in sistema, ki je izigraval njihove koalice. Res je, novejša slovenska zgodovina je zgodovina sodnih procesov, takih ali drugačnih, predvojnih proti komunistom, povojnih, ko so komunisti, bom rekel, sodno in izvensodno eliminirali svoje nasprotnike, tudi fizično. V družbi, kjer vladajo neke personalne unije in personalne zveze, se ne vlada s programi in se ne korigira besedil, ampak se korigira ljudi. Zaradi tega je bilo evidentno tudi takrat, ko je šlo za četverico, da smo priča povsem enaki maniri. To zborovanje, ki ga je Zveza socialistične mladine zelo posredno sklicala kot, mislim, da 16. sejo predsedstva, javno sejo predsedstva, ker je takratna zakonodaja omogočala. Oblasti so seveda prepovedale odboru, ki si je prizadeval organizirati ta shod, da bi ta shod izpeljali, in potem smo pozneje naknadno, ko je bilo predsedstvo že sklicalo tudi plenarno sejo odbora, in mislim, da je bilo takrat sklican takrat tudi Janšev Zlobčev odbor za varstvo človekovih pravic na Kosovo, ki ga je on formiral v tistih časih. To je bil, po mojem mnenju, mislim, da je bil čas neposredno potem, ko je Janez Janša odšel v zapor na Dob, kjer sem danes jaz, namesto njega, kjer, ko je šel Tasić, mislim, da Tasića niso hotel na Igu, da je se ga hodil v Novi Gorici, ne pa nekaj kasneje moral iti, da so ga vedno sprejeli, zavrl je bil že na Igu. Bošner je bil pa v Hotemežu v odprtem delu zaporov in prva skrb odbora, ki je tudi prebral na tem zborovanju zahteve, pri čemer je, seveda so bile ključne zadevale obnovo procesa, spremembo ustave. Takrat smo zahtevali spremembo obeh
tako slovenske kot jugoslovanske. Resnici na ljubo, jaz si sam takrat nisem predstavljal, da tegnejo biti spremembe tako hitre in tako radikalne. V enem od intervjujev, ki sem ga dal, da takrat v Mladini sem rekel, da je vprašanje samostojnosti Slovenije vprašanje generacij. V resnici je bilo vprašanje mesecev, ne let. In ta prelom je bil izjemen. Moram reči, da smo delno ta prelom razumeli, ga mislili, vendar v večini nas je potem ta energija, ki smo jo takrat imeli, in vztrajnost, ki je bila potrebna za to spremembo, seveda nagradila s to hitrostjo. Moram reči, da je prav, kar zadeva vprašanje obnove procesa, je odbor izjemno veliko časa namenil temu. Šlo je za potrditvi takratne partijske oblasti za pravnomočno sodbo, katero se ni želela spuščati in je seveda šele veliko let kasneje prišlo do razveljavitve te sodbe in kar je seveda pokazalo na to, da je ta volja do moči oziroma ta skušnjava moči nad pravosodnim sistemom in nad vsemi vejami oblasti bila takrat zelo močna. Moram reči, da danes pogledam ne samo Slovenijo, ampak tudi evropsko okolje, bi lahko rekel, da se vračajo nekateri časi, za katere smo takrat mislili, da se ne bodo nikoli več. To je sploh nekaj, ta lok 30 let je nekaj, kar je po mojem mnenju izjemno zanimivo in je z tega stališča še toliko bolj pomembno, da se zavedamo stvari, ki so se nam dogajale pred 30 leti. Vse te diskusije o neliberalni demokraciji, iliberalni demokraciji, uzurpacija moči nad vsemi vejami oblastmi, vse to, kar je potrebno za to, da se premaga, bom rekel, in se vedno znova postavlja na dnevni red stvari, ki so izgledale svoj čas presežene, spomnimo se samo upojavljenega konca zgodovine, nas opozarjajo na to, da moramo biti ustrajni. Jaz sem. Tako da, kar se tega tiče, moram reči, da smo bili takrat skupaj z SDZ-jem, Tomšičevo socialdemokracijo, Miklavčičevo krščansko demokracijo, takrat je proznotraj ZSMS in tudi že Mečka zveza ustanovljena, je počasi potem, bom rekel, iz odbora, kjer sem predvsem jaz, ker bom rekel si prizadeval, da nikoli ne zgubi tega fokusa četverice, se je počasi rodilo vse ostalo, kar je potem pozneje tudi se artikuliralo na koncu tega, te velike seje v Majniški deklaraciji in na koncu seveda nas pripeljalo tukaj, kjer smo danes, v podobi neke svoje samostojne države, v evroatlantskih povezavah. In mislim, da smo v tem kontekstu svoj kamenček v ta mozaik pristavili tudi s tem in tudi ostalimi zborovanji in dejavnosti odbora za varstvo človekovih pravic. Hvala lepa.